Dobro, spoštovane svetnice in svetniki občinskega sveta Ormož, predstavniki medija, predlagam, da pričnemo z tretjo redno sejo občinskega sveta. Konec koncev je ob 16. zagotavljamo tudi sklepčnost, tako da ni razloga, da bi še čakali. Zdaj sam dnevni red ste dobili z sklicom oziroma z vabilom same seje. Če preberem na hitro dnevni red, se pravi prva točka potrditev dnevnega reda, druga potrditev zapisnika, druga redne seje občinskega sveta s poročilom izvršitvi sklepov, tretja sklep o določitvi števila članov stalnih delovnih teles občinskega sveta, četrta točka imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta, se pravi imenovanje odbora za razvoj malega gospodarstva, imenovanje odbora za varstvo okolja in urbanizem, imenovanje odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja, imenovanje odbora za družbene dejavnosti, imenovanje odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, imenovanje statutarne komisije, imenovanje komisije za vloge in pritožbe, imenovanje nadzornega odbora občine Ormož po točko 5.6 ugotovitev sklep o ustanovitvi klubov svetnikov, točka 7 letni program športa v občini Ormož za leto 2023, točka 8 letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ormož za leto 2023, 9. točka kadrovske zadeve. Tukaj imamo imenovanje svet zavoda Gimnazije Ormož, pod podtočko B pa imenovanje v uredniški odbor občinskega glasila občine Ormož, Ormoške novice. Točka 10 so pobude, predlogi in vprašanja svetnikov, 11. točka odgovori na vprašanja svetnikov, točka 12 razno. Odpiram razpravo okrog dnevnega reda, imamo mogoče kakšen predlog, da se katera točka odzame. Katera točka doda? Odzva Nino Kolarič, ste se prijavili? Ja, zdaj dejansko vezano na točko 4, se pravi glede oblikovanja odbora za družbene dejavnosti. Zdaj dejansko moj kolega Matej Hebar je danes tekom dneva, mislim, ker ima upravičeno odsotnost v današnje seje, je potem danes tekom dneva spisal elektronsko sporočilo, katero je poslal vsem svetnikom, gospodu županu in vsem prisotnim. Mislim, lahko tudi citiram zdaj njegov mail ali kakorkoli. Verjetno so si ga vsi svetniki tudi prebrali, ne? So ga dobili. Zdaj dejansko želel je opozoriti, da je pač pri oblikovanju odbora za družbene dejavnosti direktno kršen tretji odstavek 69. člena poslovnika, ki jasno definira način oblikovanja posameznih odborov, se pravi, če je predlaganih več kandidatov, kot je članov delovnega telesa. Potem imajo prednost kandidati, ki so jih predlagali različni svetniški klubi in samostojni svetniki, in sicer v soglasju z zastopanostjo v občinskem svetu. Se pravi, torej, kot druga največja svetniška skupina bi zato glede na sorazmerno zastopanost v občinskem svetu, kot jo predvideva poslovnik, morali dobiti predlaganega zunanjega člana v odboru, ki smo ga pred samo sejo kviaza jasno označili kot nam najpomembnejšega, se pravi v odboru za družbene dejavnosti. Glede na sorazmerno zastopanost pa prav tako ne vidimo utemeljenosti, se pravi, da ima potem stranka SDS kar 3 člane omenjenega odbora od skupno 5 in tako v odboru drži absolutno večino. Sicer bom to pozval predsednico kviaza, da obrazloži, kaj se je pri tem dogajalo, bi pa samo eno zadevo poudaril. Glejte, ze strani GPS-a, vi ste bili edini, ki niste poslali soglasje, kot je bilo dogovorjeno do 18. ure. To se pravi, če že navajate karkoli okrog kakršnih koli nepravilnosti, ki jih sploh ni bilo zaznate, za vašega člana v oddelek za družbene dejavnosti sploh niste poslali soglasja in na kakšen način naj kviaz konec koncev kasneje tretira to kot resen predlog. Bi pa mogoče dal besedo predsednici kviaza, kajti so tudi imeli izredno sejo na to temo, se tudi dogovarjali, tudi vem, da so bile seje sklicane. Zdaj gospod Hebar, mislim, da je bil na vseh sejah upravičeno odsoten, tako da niti ni prisostvoval pri vseh teh procedurah, pa mogoče vseeno predsednica obrazložita k temu. Hvala za besedo, gospod župan.
lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Ja, tu moram jaz razložiti potek dogodkov, ki so prišli pri imenovanju v stalna delovna telesa občinskega sveta Ormož. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja se je namreč 20. januarja sestala na izredni seji, ravno zaradi teh razjasnitev okoliščin in očitanih glede kršitve pri imenovanju članov v stalna delovna telesa. KVIAZ se je svojega dela na začetku mandata lotil s popolno odgovornostjo, ki mu ta komisija nalaga. KVIAZ je namreč na svoji prvi seji oblikoval poziv za vse svetniške skupine in pa samostojnega svetnika v občinskem svetu občine Ormož, da predlagajo za imenovanje v stalna delovna telesa občinskega sveta Ormož. Zraven smo priložili tudi tabelo, v katero se je bilo potrebno vpisovati z imeni in priimki tiste člane, za katere pač posamezne svetniške skupine menite, da bodo prisotni oziroma delovali v samem odboru oziroma komisiji. Zraven tega ste prejeli tudi razdelilnik glede na število svetnikov in posledično s tem tudi svetniških skupin, komu kolikšno število, kateri svetniški skupini pripada. To je bil zgolj matematični prikaz razdelitve, kako pa se boste svetniške skupine med sabo odločile, kakšne predloge boste KVIAZ-u posredovali, pa je povsem v vaši legitimni odločitvi. Poziv je bil svetniški skupina in pa samostojnemu svetniku podan 22. decembra 2022. Rok za oddajo je bil 10. januar 2023. Na ta dan v razpredelnico niso bili vpisani predlogi strank, Slovenske ljudske stranke in pa Nove Slovenije iz vaše svetniške skupine. Občinska uprava je pozvala oba svetnika in jo vprašala, če bodo podali predloge. Seveda sta se temu takoj odzvala, so podali soglasja, posredovali so jih po elektronski pošti, nekateri so jih tudi prinesli na občino. Povedala sta tudi, da poziva strani predsednika svetniške skupine, torej gospoda Mateja Hebarja, nista prejela. Zato temu posledično tudi nista morala posredovati teh predlogov. Potem smo imeli sejo KVIAZ-a, predlogi so bili tako do roka posredovani, to predvideva pravilnik. Predlogi za odbore in komisije so bili posredovani na takšen način, kolikšna je potrebna njihova sestava, razen v odboru za družbene dejavnosti, kjer smo prejeli 6 predlogov, in sicer 3 predloge za občinske svetnike in pa 3 predloge zunanjih članov. Prav tako smo ugotovili, da smo v komisiji za vloge in pritožbe prejeli samo 2 predloga, torej je bilo še eno mesto prosto. Seja KVIAZ-a, redna seja, torej druga seja je bila 17. januarja ob 18. uri. Na ta dan smo namreč vse vodje svetniških skupin pozvali, da nam naj posredujejo do same seje soglasja predlaganih članov. Vse stranke zastopane v svetniških skupinah, razen liste GPS, niso posredovali tega soglasja. Ko smo obravnavane predloge razpravljali glede na vpisano tabelo, smo debatirali oziroma razpravljali na samem KVIAZ-u, kako sedaj naprej. Ali izločimo te vpisane predloge ali jih upoštevamo, ker pač menimo, da vsaka stranka, vsaka lista, vsaka svetniška skupina v tem občinskem svetu deluje z vso resnostjo in pa odgovornostjo. Torej smo vse vaše predloge, ki ste jih predlagali v razdelilniku, upoštevali, razen v odboru za družbene dejavnosti. Povedati še moram, da smo člani KVIAZ-a na dan seje prejeli elektronsko sporočilo, prav tako sem jaz sprejela njegov telefonski klic, v katerem nam predlaga oziroma mi najprej pove, da je za njih zelo pomembno članstvo v družbenih dejavnosti, da imamo in mi glede na posredovane predloge 3 člane v družbenih dejavnostih in da nam predlaga, da se bodo oni odpovedali zunanjega članstva v odboru za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Mi pa naj pač ta svoj predlog zunanjega člana sprostimo v odboru za družbene dejavnosti in tako prenesemo tega člana v odbor za finance, premoženje in pa gospodarska vprašanja.
Jaz sem mu tudi povedala, da tega predloga, da bomo ta predlog v SDS-u zelo težko sprejeli, zaradi tega, ker bi potem imeli mi v odboru za finance dva zunanja člana. V odboru za družbene dejavnosti zunanjega člana ne bi imeli, torej bi SDS kot največja stranka v dveh odborih ne bi imela zunanjih članov. Kot vam ste mogoče si prebrali, tudi v odboru za malo gospodarstvo nimamo zunanjega člana. Potem smo se na drugi seji KVIAZ-a smo namreč po vsej tej debati smo sprejeli oziroma oblikovali sklepe za imenovanje članov v stalna delovna telesa, razen za komisijo za vloge in pritožbe, kjer smo se pač dogovorili oziroma sprejeli sklep, da podamo še ponoven poziv vsem svetniškim skupinam za manjkajočega člana. Vkolikor pa pride predlog strani vaše svetniške skupine, pa da ima zagotovo ta član prednost pri imenovanju v omenjeno komisijo. Po drugi seji KVIAZ-a pa sem prejela klic strani občinske uprave, da pa je GPS minuto do 18. ure, torej minuto do pričetka seje KVIAZ-a vseeno posredoval soglasje, in sicer soglasje za občinskega svetnika v odboru za okolje in prostor in pa soglasje za zunanjega člana v komisiji za vloge in pa pritožbe. Torej smo imeli vsa mesta zapolnjena. Naslednji dan sem sama poklicala gospoda Mateja Hebarja ter mu predlagala, če res imajo dobre namene in želijo sodelovati v družbeni dejavnosti, smo v SDS-u pripravili predlog, da pa, ker nam je bila očitana tista kršitev 3. odstavek 69. člena, da imamo absolutno večino in da mi umikamo občinskega svetnika iz družbenih dejavnosti in naredimo menjavo, da gre naš svetnik v odbor za okolje in prostor, vaš svetnik pa se premakne v odbor za družbene dejavnosti. Torej, ste imeli možnost sodelovanja članstva v odboru za družbene dejavnosti. Povedal mi je, da imate zvečer sejo in da mi bo odgovoril, kako se boste odločili. Vi vsekakor našega predloga niste sprejeli, mi pa sem mu pa tudi obljubila, da bom sklicala na to temo tudi izredno sejo, da se razjasnijo vsi očitane kršitve glede tega imenovanja. Torej, imeli smo sejo, izredno sejo KVIAZ-a, kjer nismo zaznali kršitev in so v veljavi ostali popolnoma vsi sklepi KVIAZ-a, ki smo jih sprejeli na drugi redni seji. Dobro, hvala za obrazložitev. Jaz mislim, da je bilo dovolj utemeljajoče, tako da razpravljati o tem, glede na vse argumente, ki smo jih podali, mislim, da ni več mestno. Tako da bi jaz še vseeno dal enkrat dnevni red, se pravi kot takšen, se pravi na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za to, za takšen dnevni red? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen dnevni red in nišče proti. Prehajamo na točko 2, to je potrditev zapisnika druge redne seje občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. Dajem poročilo oziroma zapisnik v razpravo. Imamo kakšne pripombe, spremembe? Vidim, da ne. Potem lahko gremo na glasovanje. Torej v sklepu, da se potrdi se zapisnik druge redne seje občinskega sveta s poročilom o izvršitvi sklepov. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep, da se potrdi zapisnik druge redne seje? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep. Smo pri točki 3. To je sklep o določitvi števila članov stalnih delovnih teles občinskega sveta.
pa prosim predsednico Kvijaza za poročilo v tej točke. V skladu z drugim odstavkom 59. člena Poslovnika občinskega sveta število članov posameznega delovnega telesa določi občinski svet s sklepom pred imenovanjem posameznega delovnega telesa na predlog Komisije za mandatno vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu Ormož, da štejejo stalna delovna telesa naslednje število članov. Odbor za razvoj malega gospodarstva šteje 5 članov, Odbor za varstvo okolja in urbanizem šteje 5 članov, Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja šteje 7 članov, Odbor za družbene dejavnosti šteje 5 članov, Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo šteje 7 članov, statutarna komisija šteje 3 člane, Komisija za vloge in pritožbe šteje 3 člane. Dobro, hvala. Odpiram razpravo k tej točke. Je mogoče kaj za dodate? Ugotavljam, da ne. Torej, gremo na glasovanje o sklepu, ki se glasi: Odbor za razvoj malega gospodarstva šteje 5 članov, Odbor za varstvo okolja in urbanizem šteje 5 članov, Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja šteje 7 članov, Odbor za družbene dejavnosti šteje 5 članov, Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo šteje 7 članov, statutarna komisija šteje 4 člane, Komisija za vloge in pritožbe šteje 3 člane in pa, da ta sklep velja takoj. 3, ja. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 15 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in nihče proti. S tem smo končali točko 3, prehajamo na točko 4, to je imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta, pa prav tako vabim predsednico Kvijaza, da nam poda obrazložitev tej točke. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja je vsem svetniškim klubom in samostojnemu svetniku v občinskem svetu Ormož posredovala poziv za predlaganje kandidatov za oblikovanje kandidatnih list za imenovanje članov v stalna delovna telesa občinskega sveta Ormož. Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov, če poslovnik ne določa drugače. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja občine Ormož predlaga občinskemu svetu Ormož, da se na listo za izvolitev članov odbora za razvoj malega gospodarstva uvrstijo: Danilo Korotaj, Zinka Hauser, Damjan Rajh, Vekoslav Rajh, Miran Tušek. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja občine Ormož predlaga občinskemu svetu Ormož, da se na listo za izvolitev članov odbora za varstvo okolja in urbanizem uvrstijo: Andrej Kosi, Andrej Tomažič, Nives Petek, Nino Kolarič, Jožef Cajnko. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja občine Ormož predlaga občinskemu svetu Ormož, da se na listo za izvolitev članov odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja uvrstijo: Anton Zadravec, Robert Horvat, Slavko Kosi, Simeon Marin, Mojca Žnidarič, dr. Simon Kolmanič, Janez Marin. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja občine Ormož predlaga občinskemu svetu Ormož, da se na listo za izvolitev članov odbora za družbene dejavnosti uvrstijo: Blanka Pavlović, Natalija Volmut, Jožef Šterman, Marta Zamuda, Zlatan Fafolič. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja občine Ormož predlaga občinskemu svetu Ormož, da se na listo za izvolitev članov odbora za kmetijstvo in gozdarstvo uvrstijo: David Hržič, Valerija Kolenko, Bojana Vrbnjak, Robert Ivanuša, Boštjan Štefančič, Miroslav Novak, Miroslav Kosi. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja občine Ormož predlaga občinskemu svetu Ormož, da se na listo za izvolitev članov statutarne komisije uvrstijo: Natalija Volmut, Anton Zadravec, Simon Zore. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja občine Ormož predlaga občinskemu svetu Ormož, da se na listo za izvolitev članov komisije za vloge in pritožbe uvrstijo: Blanka Pavlović, Dušan Dovečar, Jaša Rajš. Dobro, hvala za poročilo samega Kvijaza. Dajem
najprej se pravi to točko v razpravo. Želi kdo razpravljati? V imenu svetniške skupine? V svojem imenu? Vidim, da ni odprte razprave. Zdaj preko gremo k, bi rekel, samo potrditvi teh imenovanj. Si moramo imenovati tako imenovano komisijo za izvedbo volitev. Zdaj, predsedujoči je navadno tudi, se pravi, predsednik, to se pravi, župan je predsednik, rabimo pa še dva, se pravi, člana. Ste za kakšne predloge? Se kdo jave? Težko bo to, ali kaj? Pa bomo vseeno najmlajšega člana tudi povabili. Še kdo? Da nam rekli najstarejšega, to je težko izpostavljati, ne? Ne bo kjer razočarani, ne? Te bo še eno nežnejši spol. Dobro, evo, Nives Petek. To se pravi, prvo potrdimo, se pravi, samo komisijo z sklepom, da se v komisijo za izvedbo volitev se imenuje Danijel Varnjak predsednik, potem pa imamo Nino Kolarič kot član in pa Nives Petek kot članica. Se strinjamo z takšnim sklepom, ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 13 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep. To se pravi, da komisijo imamo. Jo tudi lahko povabimo bližje k mene. Zdaj same glasovnice so pripravljene. Glasovanje bo potekalo isto kot vsa ostala, to se pravi, imensko vas bomo klicali. Opravite glasovanje v posameznih odborih. Ko bomo to zaključili, bomo odredili kakšnih 20 do 30 minut, odvisno od tega, bomo odredili pauze, da preštejamo, da napišemo zapisnik, potem pa podamo tudi poročilo. Evo, pridita člana do mene. Te pa si bomo razdelili malo dela. Zdaj nič kaj ni težkega, en član kliče, ne? Drugi delimo, pa je to so za vsi. Tako, zdaj imamo tudi za nadzorni odbor, čeprav bo se potem to pri svoji točki obravnavalo, da bomo hkrati izvedli. Zdaj tu me opozarjajo, da so tudi lističi za nadzorni odbor, ne? Da se nam kasneje še enkrat sklicevali, upravimo zdaj imenovanje oziroma glasovanje o odborih in pa o nadzornem. Nadzorni odbor pa bomo kasneje pri naslednji točki poročilo, se pravi, poročilo podale. Te pa dajmo to, te pa to. Nino Kolarič, zdaj dobro je bilo, da prije do mene, pa se tu poleg podpiše, ne? Naslednji se naj pripravi dr. Simon Kolmanič. Zdaj malo več je zaokroževati. Bi skoraj mogli imeti dve skrinice. Pa. Prosim vas vi, dr. Kolmanič, da se tu pri mene podpišete, preko prevzamete. Tam dobite pri Nives. Ja, Kolarič. Naslednji se naj pripravi Miroslav Novak. Lahko že prije. Prosim za podpis.
Naslednji je Zlatan Fafulić. Damjan Rejh. Slavko Kosi. Dušan Dovečar. Miran Kuharić. Janez Marin. Anton Zadravec. Bojana Vrbnjak.
Zinka Hauser. Blanka Pavlović. Danilo Kortaj. Natalija Volmut. David Hržić. Valerija Kolenko. Volilna komisija bo zdaj potrebovala tam cirka 20 minut, da preštevamo glasove, da tudi napišemo zapisnik, zato kavica čaka. Kak? Odmor, ja. Odmor, ja. 20. Približno 20 minut. Tako, zapisnik oziroma glasovnice so bile preštete, zapisnik zapisane, zato podajam tudi se pravi same zapisnike. In sicer tajno glasovanje o imenovanju odbora za razvoj malega gospodarstva je bilo dne, se pravi 23.1.2023 v sejni sobi občinskega sveta, Grajski trg 3 Ormož s pričetkom ob 16.40 uri. V komisijo se sestavi Danijel Vrnar predsednik, Nives Petek članica, Nino Kolarič član, je v skladu s 49 in 50 členom poslovnika občinskega sveta Ormož
Se pravi, vodila in ugotovila naslednji izid glasovanja. Uvodoma se ugotovi, da je za volitve odbora za razvoj malega gospodarstva glasovalo 18 svetnikov. Komisija je ugotovila naslednje: število razdeljenih glasovnic 18, število oddanih glasovnic 18, število neveljavnih glasovnic nič, število veljavnih glasovnic 18, število glasov za 18, število glasov proti nič. Komisija ugotavlja, da je v listi glasovala zadostna večina, zaradi česar je izvoljen odbor razvoj malega gospodarstva, in sicer Danilo Korata, Zinka Hauser, Damjan Reh, Vekoslav Reh, Miran Tušek. Zaključeno ob 17.05. Potem, kar se tiče odbora za varstvo okolja in urbanizem, s pričetkom v isti ure, komisija v isti sestave ugotovila z istimi členi poslovnika občinskega sveta, da je glasovalo, se pravi, za volitve odbora za varstvo okolja in urbanizem 18 svetnikov. Komisija je ugotovila naslednje: število razdeljenih glasovnic 18, število oddanih glasovnic 18, število neveljavnih glasovnic nič, število veljavnih glasovnic 18, število glasov za 18, število glasov proti. Komisija ugotavlja, da je v listi glasovala zadostna večina, zaradi česar je izvoljen odbor za varstvo okolja in urbanizem, to se pravi Andrej Kosi, Andrej Tomažič, Nives Petek, Nino Kolarič, Jožef Cajnko. Zaključeno ob 17.05. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja, se pravi s pričetkom ob isti uri, na isti lokaciji, v isti sestavi komisije, z istimi členi poslovnika občinskega sveta, ugotavljamo, da je za volitve odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja glasovalo 18 svetnikov. Komisija je ugotovila naslednje: število razdeljenih glasovnic 18, število oddanih glasovnic 18, število neveljavnih glasovnic nič, število veljavnih glasovnic 18, število glasov za 18, število glasov proti nič. Komisija ugotavlja, da je v listi glasovala zadostna večina, zaradi česar je izvoljen odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja v sestavi Anton Zadravec, Robert Horvat, Slavko Kosi, Simeon Marin, Mojca Žnidarič, dr. Simon Kolmanič, Janez Marin. Zaključeno ob 17.05. Odbor za družbene dejavnosti, potekale so tajna glasovanja na isti lokaciji, kot prej omenjeno, s pričetkom ob isti uri, v isti sestavi komisije, se pravi z istimi členi poslovnika. Ugotavljamo isto, da je za volitve odbora za družbene dejavnosti glasovalo 18 svetnikov. Komisija je ugotovila naslednje: število razdeljenih glasovnic 18, število oddanih glasovnic 18, število neveljavnih glasovnic nič, število veljavnih glasovnic 18, število glasov za 16, število glasov proti 2. Komisija ugotavlja, da je v listi glasovala zadostna večina, zaradi česar je izvoljen odbor za družbene dejavnosti, in sicer v sestavi Blanka Pavlović, Natalija Volmut, Jožef Šterman, Marta Munda, Zlatan Fafoli. Zaključeno ob 17.05. Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, se pravi tajno glasovanje, je potekalo na isti datum, v isti lokaciji, ob isti uri, kot prej omenjeno, v isti komisiji, kot je bilo povedano prej, ki je delalo v skladu z istimi členi poslovnika občinskega sveta, in je ugotovilo naslednje, da za volitve odbora za kmetijstvo in gozdarstvo glasovalo 18 svetnikov. Komisija je ugotovila naslednje: število razdeljenih glasovnic 18, število oddanih glasovnic 18, število neveljavnih glasovnic nič, število veljavnih glasovnic 18, število glasov za 18, število glasov proti nič. Torej, komisija ugotavlja, da je v listi glasovala zadostna večina, zaradi česar je izvoljen odbor za kmetijstvo in gozdarstvo v sestavi David Hržič, Valerija Kolenko, Bojana Vrnjak, Robert Ivanoša, Boštjan Štefančič, Miroslav Novak, Miroslav Kosi. Zaključeno ob 17.05. Tajno glasovanje statutarne komisije, isti datum, ista lokacija, ob isti uri, v isti sestavi komisije, se pravi z upoštevanjem istih členov poslovnika kot prej, je ugotovilo, da je za volitve statutarne komisije glasovalo 18 svetnikov. Komisija je ugotovila naslednje: število razdeljenih glasovnic 18, število oddanih glasovnic 18, število neveljavnih glasovnic nič, število veljavnih glasovnic 18, število glasov za 18, število glasov proti nič. Komisija ugotavlja, da je v listi glasovala zadostna večina, zaradi česar je izvoljena statutarna komisija v sestavi Natalija Volmut, Anton Zadravec, Simon Zore. Zaključeno ob 17.05. Ostalo še nam je tajno glasovanje o imenovanju komisije za vloge in pritožbe, ki je bilo, se pravi, upravljeno isti dan, ista lokacija, v isti uri, se pravi komisija v isti sestavi kot prej.
je v skladu z istimi členi poslovnika občinskega sveta ugotovilo, da se je za volitve komisije in vloge in pritožbe glasovalo 18 svetnikov. Komisija je ugotovila naslednje: število razdeljenih glasovnic 18, število oddanih glasovnic 18, število neveljavnih glasovnic nič, število veljavnih glasovnic 18, število glasov za 18, število glasov proti nič. Komisija ugotavlja, da je v listi glasovala zadostna večina, zaradi česar je izvoljen na komisija za vloge in pritožbe v sestavi Blanka Pavlović, Dušan Dovečar, Jaša Rej, zaključeno ob 17.05. Dobro, to se pravi, s tem smo točko 4 končali. Nadaljujemo za točko 5, to je imenovanje nadzornega odbora občine Ormož. Poprosim predsednico Kviaza, da nam poda poročilo. V skladu z 39. členom statuta občine Ormož ima nadzorni odbor 3 člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj 6. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Članstvo v nadzornem odboru je nezdružljivo s funkcijo župana, podžupana in člana občinskega sveta, kakor tudi s članstvom v svetu krajevne skupnosti, delom v občinski upravi in članstvom poslovodstva javnega podjetja ali javnega zavoda oziroma druge organizacije, ki je uporabnik proračunskih sredstev. Do roka so prispeli naslednji predlogi. Predlagatelj SD, kandidat Janko Zadravec, predlagatelj GPS, kandidat Pavel Smodek in predlagatelj konkretno, kandidatka Helena Novak. Gibanje Svoboda je pred imenovanjem svoj predlog umaknilo. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se v nadzorni odbor občine Ormož imenujejo Janko Zadravec, Pavel Smodek in Helena Novak. Dobro, hvala za poročilo. Odpiram razpravo k tej točke. Želi kdo razpravljati? Zdaj, če ne, mi smo, se pravi, tajno glasovanje že opravili, pri prejšnjem tajnem glasovanju, tako da se ne bi zdaj podvajali, pa še enkrat komisije sestavljali, pa še se enkrat, se pravi, razdeljevali same glasovalne oziroma same lističe. Tako da že imamo tudi zapisnik o tem tajnem glasovanju, torej o imenovanju nadzornega odbora, ki je bilo dne 23.1.2023 sejni sobi občinskega sveta Ormož, Resi trg 3, se pravi s pričetkom ob 16.40 ure. Komisija je bila v sestavi Daniel Vrnar, predsednik, Nives Petek članica, Nino Kolarič član, je v skladu z 49. členom poslovnika občinskega sveta Ormož vodila in ugotovila naslednji izid glasovanja. Torej, uvodoma se ugotovi, da je za volitve nadzornega odbora glasovalo 18 svetnikov. Komisija ugotovila naslednje: število razdeljenih glasovnic 18, število oddanih glasovnic 18, število neveljavnih glasovnic 2, število veljavnih glasovnic 16, število glasov za 16, število glasov proti nič. Komisija ugotavlja, da je v listi glasovala zadostna večina, zaradi česar je izvoljen nadzorni odbor, in sicer v sestavi Janko Zadravec, Pavel Smodek, Helena Novak, zaključeno ob 17.05. Tako, s tem smo končali tudi točko 5, potem pa še imamo točko 6, to je ugotovitveni sklep o ustanovitvi klubu svetnikov. Pa prosim še enkrat predsednico Kviaza za poročilo. Poslovnik občinskega sveta v 15. členu določa, da se imajo svetniki pravico povezovati v klube svetnikov. Svetnik je lahko član le enega kluba svetnikov. Klub svetnikov lahko ustanovijo najmanj 3 svetniki. Na podlagi obvestil, ki jih je župan prejel v 15 dneh po konstituiranju sveta, je komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja pripravila ugotovitveni sklep o ustanovitvi kluba svetnikov. In sicer svetniški klub Gibanje Svoboda v sestavi Damjan Rajh, vodja svetniškega kluba, Nives Petek, Slavko Kosi in Dušan Dovečar. Naslednji svetniški klub GPS Nova Slovenija, Krščanski demokrati in SLS v sestavi Matej Hebar, vodja svetniškega kluba, Nino Kolarič, dr. Simon Kolmanič in Miroslav Novak. Tretji svetniški klub je SDS, konkretno in Slovenska nacionalna stranka v sestavi Valerija Kolenko, vodja svetniškega kluba, Zinka Hauser, Bojana Vrbnjak, Danilo Korotaj, Andrej Kosi, Natalija Volmut, Anton Zadravec, Blanka Pavlović, David Hržič, Miran Kuharič in Janez Marin. Dobro, hvala za obrazložitev točke. To se pravi, dajem to v razpravo, še imamo kaj za razpravljati. Vidim, da ni neke želje.
Zato lahko preidemo na glasovanje o ugotovitvenem sklepu o ustanovitvi klubov svetnikov. Torej, občinski svet ugotavlja, da so bili v skladu z določili 15. člena poslovnika občinskega sveta ustanovljeni naslednji klubi svetnikov. Svetniški klub Gibanje Svoboda v sestavi Damjan Rejh, vodja svetniškega kluba, Nives Petek, Slavko Kosi, Dušan Dovečar. Svetniški klubi GPS, NSI, Krščanski demokrati in SLS v sestavi Matej Hebar, vodja svetniškega kluba, Nino Kolarič, dr. Simon Kolmanič, Miroslav Novak. In pa svetniški klub SDS, konkretno in SNS v sestavi Valerija Kolenko, vodja svetniškega kluba, Zinka Hauzak, Bojana Vrnjak, Danilo Koretaj, Andrej Kosi, Natalija Volmut, Anton Zadravec, Blanka Pavlovič, David Hržič, Miran Kuharič, Janez Marin. In pod točko 2, se pravi, ta sklep velja takoj. Dajem ta ugotovitveni sklep na glasovanje, ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za takšen sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in nihče proti. S tem smo končali točko 6, prehajamo na točko 7, to je letni program športa v občini Ormož za leto 2023. Pa prosim za obrazložitev točke. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni tudi še v mojem imenu. Letni program športa občine Ormož za leto 2023 opredeljuje področje športa, ki se v letu 2023 sofinancirajo iz občinskega proračuna. Letni program športa za leto 2023 je ovrednoten v skupni vrednosti 416.497,12 evrov. Od tega se za sofinanciranje letnega programa športa izvajalcem na podlagi odloka o postopkih in merili za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ormož in javnega razpisa zagotavlja 207.229 evrov. In sicer za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine 39.929 evrov, za športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami 2.236 evrov, za kakovostni in vrhunski šport 123.961,50 evrov, za šport invalidov 1000,50 evrov, za športno rekreacijo 20.730 evrov, za šport starejših 1855 evrov, za delovanje športnih društev na lokalni ravni 6002 evra, za delovanje občinskih športnih zvez 6701 evrov in za športne prireditve in promocije športa 4814 evrov. Poleg tega se za gradnjo večnamenskega športno-izobraževalnega centra v Ormožu namenja 50.000 evrov, za najem strelišča v centru Ormož so zagotovljena sredstva v višini 16.422 evrov, za fitness na prostem v Veliki nedelji so zagotovljena sredstva v višini 14.929,12 evrov, za namen športa se javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport občine Ormož zagotavlja sredstva v višini 77.000 evrov, Krajevna skupnost Ivanjkovci namenja za vzdrževanje športnih objektov, nakup otroških igral in fitness na prostem 35.928 evrov, Krajevna skupnost Kok namenja za vzdrževanje športnih objektov 474 evrov, Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu namenja za vzdrževanje športnih objektov in opreme 3418 evrov, Krajevna skupnost Podgorci namenja za vzdrževanje športnih objektov 490 evrov in Krajevna skupnost Velika nedelja namenja za vzdrževanje športnih objektov in nakup otroških igral 10.607 evrov. Na podlagi sprejetega letnega programa športa bomo objavili razpis za sofinanciranje programov športa po veljavnem odloku in postopki potem lahko tečejo naprej. Dobro, hvala za obrazložitev. Odpiram razpravo k tej točke. Ni želje po razprave, potem lahko preidemo kar na glasovanje. Torej, v sklepu, da se potrdi, se pravi, letni program športa v občini Ormož za leto 2023. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za to, da se potrdi letni program športa v občini Ormož za leto 2023. Je kdo proti?
Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 18 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in nišče proti. S tem smo končali točko 7. Prehajamo na točko 8. Poprosim za obrazložitev točke. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti občine Ormož za leto 2023 opredeljuje področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se zagotovijo v proračunu občine Ormož za leto 2023. Sredstva za ta namen so v proračunu občine Ormož za leto 2023 zagotovljena na proračunski postavki območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož v višini 8.800 evrov in na proračunski postavki sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti v višini 41.200 evrov. Se pravi, področje in obseg sredstev, ki jih občina Ormož sofinancira v letu 2023 pa so za vokalno glasbeno dejavnost in za likovno, slikarsko, kiparsko in fotografsko dejavnost se namenjajo sredstva do višine 1830,43 evrov. Za gledališko in lutkovno dejavnost se namenjajo sredstva do višine 2588,58 evra. Za instrumentalno glasbeno dejavnost za pihalni orkester Ormož se namenjajo sredstva do višine 3767,81 evrov. Za mažoretno in plesno dejavnost ter za instrumentalno glasbeno dejavnost, med čemur prištevamo tamburaške skupine, ljudske godce, trobilne skupine, se namenjajo sredstva do višine 1520,32 evrov. Za folklorno dejavnost se namenjajo sredstva do višine 2030,43 evra, za recitacijsko in literarno dejavnost se namenjajo sredstva do višine 746,81 evra, za alternativno glasbeno umetnost se namenjajo sredstva do višine 1000 evrov in, kot sem že povedala, Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož se zagotovijo sredstva v višini 8800 evrov. Se pravi, na osnovi sprejetega letnega programa ljubiteljske kulture za leto 2023 ter pravilnika o postopkih in merili za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ormož bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ormož za leto 2023. Hvala za obrazložitev. Dajem točko v razpravo. Ni želje po razprave. Potem lahko preidemo na glasovanje, da se potrdi letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ormož za leto 2023. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za to, da se potrdi letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ormož za leto 2023? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 16 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in nišče proti. S tem smo končali točko 8, prehajamo na točko 9, to so kadrovske zadeve. S podtočkama A imenovanja svet zavoda Gimnazija Ormož, pa podtočka B imenovanje v uredniški odbor občinskega glasila občina Ormož, Ormoške novice, pa prosim za poročilo KVIAZ-a. Dosedanjim članom sveta šole bo meseca marca 2023 potekal mandat, zaradi česar je potrebno imenovati nove člane. Občina Ormož ima kot soustanoviteljica Gimnazije Ormož enega predstavnika v svetu zavoda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 4.1.2023 pripravila poziv za imenovanje člana v svet zavoda Gimnazije Ormož. Do roka je prispel en predlog, predlagana kandidatka je Mojca Žnidarič, Vinski vrh 1A, Miklavž pri Ormožu, strani Liste Konkretno. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Ormož predlaga občinskemu svetu Ormož, da se v svet zavoda Gimnazije Ormož imenuje Mojca Žnidarič. Po tem odloku o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila občine Ormož, Ormoške novice v 7. členu določa, da uredniški odbor sestavljajo po en član na vsako svetniško skupino zastopano v občinskem svetu in en predstavnik občinske uprave. Občinska uprava je posredovala svetniškim klubom poziv za predlaganje kandidatov v uredniški odbor. Svetniški klubi so podali naslednje predloge. Svetniški klub SDS Konkretno in SNS, kandidatka Klara Kosi,
Svetniški klub GPS Nova Slovenija, Krščanski demokrati in SLS kandidat Nino Miličić, Svetniški klub Gibanje Svoboda, kandidatka Nives Petek. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Ormož predlaga občinskemu svetu Ormož, da se v uredniški odbor občinskega glasila občine Ormož, Ormoške novice imenujejo Klara Kosi, Nino Miličić in Nives Petek. Hvala za poročilo obeh podtočk, pa kar odpiram razpravo k obema podtočkama. Je želja po razprave? Ugotavljam, da ne. Potem lahko preidemo prvo na glasovanje o sklepu. Torej, svet zavoda Gimnazije Ormož se imenuje Mojca Žnidarič. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za to, da se v svet zavoda Gimnazija Ormož imenuje Mojca Žnidarič? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov glasovalo za takšen sklep in nišče proti. Potem še imamo en sklep za sprejetje, torej, da se v uredniški odbor občinskega glasila občine Ormož, Ormoške novice se imenujejo Klara Kosi, Nino Miličić in Nives Petek. Ugotavljam prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za to, da se v uredniški odbor občinskega glasila občine Ormož, Ormoške imenujejo Klara Kosi, Nino Miličić in Nives Petek? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 16 svetnic in svetnikov glasovalo 17, ena še je v zadnjem roku, 17 svetnic in svetnikov glasovalo za in nišče proti. S tem smo končali točko 9, prehajamo na točko 10, to so pobude, predloge in vprašanja svetnikov. Prva pobuda, ki je bila poslana ze strani Damjana Rejha, pa prosim za predstavitev same pobude oziroma predloga. Ne gre neko za veliko stvar, ampak občanov in občanko občine Ormož pa bi mogoče olajšalo gibanje nam na področju, ker smo predlagali odpravo omejitev. Kot je znano, je 1.1. bila odpravljena šengenska meja z Republiko Hrvaško. To pomeni, da je omogočen prost pretok gibanja na tem območju z Republiko Hrvaško. Zato dajemo pobudo, da bi občina Ormož postavila stik z upravljalcem mostu v Ormoškem jezeru, ki ga upravlja Hidroelektrarna Varaždin, in preverila, ali je možno odpreti toto ograjo za prehod tega mostu oziroma kaj bi bilo potrebno narediti, da bi se to realizirali. Vemo verjetno vsi, za katero ograjo gre tam pri jezeru, malo naprej tam od Ormoških lagun. To je v bistvu, to odprtje ograja oziroma mostu bi omogočilo pač vsem tem sprehajalcem, lovcem, kolesarjem, ostalim pač možnost krožne poti okoli jezera, okoli Ormoškega jezera, s tem pa bi tudi bil nek dodaten potencial za razvoj turizma na tem območju omogočeno. Tu vemo, da se v bližini nahaja ta naravni rezervat in precej ljudi se pol tudi še okoli sprehaja, pa bi s tem mogoče bilo to fajn, da bi se to omogočilo. Ne vem, kakve omejitve so, bi pač prosil, da bi mogoče vodstvo občine Ormož pač preverili, ali je sploh to možno, oziroma kaj bi bilo potrebno narediti, da bi to ograjo pač odprli. Zdaj ne vem, ali še treba z varnostnega vidika kaj narediti, ali so pač kakve strožnje omejitve, da pač ni možno. Toliko, no. Dobro, hvala za predstavitev. Zdaj pobuda, predlog je sigurno smiselna, absolutno treba preveriti. Meje so res da odprte, tako ste zapisali, omogočilo bi marsikaj, tako da mi bomo stik z upravljalcem se pravi vstopili, pa vas bomo obvestili o možnostih. Zdaj samo lahko upamo, da ne bi rešilo za kakšno tako omenjeno, za kako vzdrževalno zadevo, ne, polje malo težje, drugače pa jaz mislim, da se da kar dosti zmeniti. Dobro, hvala. Bomo takoj, ko dobimo, bomo kar obvestili vse svetnike, kaj se da s tem napraviti. Za naslednje, ki je, se pravi, postavil vprašanje, je Nino Kolarič, pa prosim za... Zdaj dejansko vprašanje je vezano na sestanek, ki je potekal na temo širjenja smradu iz ormoške bioplinarne. Ta je potekal 19.1. in dejansko v povezavi s tem me dejansko zanima, oziroma v
kar je pomembno za širšo javnost, kaj je bilo sklenjeno, se pravi na tem sestanku glede same rešitve te težave. Dobro, hvala. Zdaj, bil je 20.1. Je na občini Ormož organizirala, se pravi, skupni sestanek z lastnikom in upravljalcem Bioplinarne Ormož. Na sestanku je bilo pojasnjeno glede vseh očitkov, ki so se pojavili v zvezi s smradom, in sicer glede surovin, ki se uporabljajo za digestat in pa skladiščenje in pa za sam proces. Zdaj, dogovorjeno je bilo sledeče bistvene točke, torej, da se poizkuša smrad preprečiti na mestih, kjer je ta najbolj prisoten, in sicer z temi ukrepe. Zatesnijo se vhodna dozirna in izhodna jama, to morajo, dobesedno smo časovnico sprejeli, se pravi, morajo urediti do 31. marca. Potem, da se pokriti, se morata oba končna zalogovnika, to je, ker gre vseeno za malo večjo investicijo, je rok za, se pravi, izvedbo te investicije do konca meseca junija. Zdaj pa, ker smo ugotovili, da se po večine kot za surovino uporablja piščančni gnoj in tega je tam približno tudi navoženega naenkrat od 300 do 400 ton, pa glede na, da ne na trenutno porabo same bioplinarne tam okrog 10 do 12 ton na dan, smo si lahko hitro preračunamo, da je, bi rekel, ta piščančni gnoj tam celi mesec. Zato smo prišli tudi do ukrepa, da se bo pokrival z folijo, dokler se ustrezno skladišče ne zagotovi. Pa konec koncev obvesti se jih, da ko je smrad, da se takoj preveri, v kateri fazi procesa je prišlo do smradu, lahko se tudi pride takoj do ogleda, to je imela tudi željo iniciativa, torej, da ko se zazna tisti, bi rekel, večji smrad, da se tudi lahko gre na samo lokacijo in se z samim, se pravi, v samem procesu ugotovi, zakaj do tega smradu prihaja. Zdaj, približno isto smo oziroma reševanje smo nekako določili na isti način, kot smo imeli problem takrat z samo surovino, torej zadali smo si časovnico, zadali smo si ukrepe, to časovnico in pa ukrepe bomo spremljali, ki sem jih navedel, in jaz upam, da pridemo do rešitve s tem. Toliko. Za naslednik je vprašanja poslal je dr. Simon Kolmanič, pa prosim. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj, imam 3 vprašanja. In sicer prvo je naslednje. Spoštovani župan, na prejšnji seji smo sprejeli in obravnavali dodatno točko v zvezi z nujno medicinsko pomočjo, ki jo je neuradni predlog skupine za prenovo mreže nujne medicinske pomoči pod vodstvom Gregorja Prosena v občini Ormož ukinjal. Sedaj se je v javnosti pojavil novi osnutek, ki je še slabši od prejšnjega. Saj ta sedaj število satelitskih urgentnih centrov celo zmanjšuje na 16, kar naj ne bi bilo dovolj zdravnikov. Gospod Prosen je za Večer med drugim izjavil, če želijo imeti dežurno službo kjerkoli že, pa naj plačajo zdravnika in imajo svojo dežurno službo, ampak to ne bo sistem nujne medicinske pomoči. Kaj bo torej občina Ormož v tej zvezi storila? Na te izjave se že ostro odzval zdravstveni dom v Kamniku, ki je v podobni situaciji kot mi. Našega odziva na to izjavo pa nisem zasledil. Pred 12 leti je morala babica ob srčni kapi zaradi čudne organizacije zdravstvenega doma Ormož 1 uro čakati na reševalno vozilo. Ko je to na to prišlo, je bilo za babico prepozno. Zdravstveni delavci so se ob prihodu sicer zelo trudili z oživljanjem, a babica do Ptuja ni preživela. Takih situacij ne privoščim nikomor, ne v občini in ne v državi. Zato prosim in zahtevam, da bo občina Ormož skupaj z zdravstvenim domom Ormož pripravila predlog ukrepov, s katerimi bomo zagotovili nujno medicinsko pomoč tudi v primeru, da je Ministrstvo za zdravje ne bo več financiralo. Ne morem si namreč predstavljati mlade družine, ki bi morala svojega hudo bolnega otroka voziti sredi noči na Ptuj ali še dlje, da dobi potrebno medicinsko pomoč. Veliko bolj verjetno je, da se bodo odselili tja, kjer bo nujna medicinska pomoč delovala.
Kot naslednje bi se rad dotaknil še enega problema v občini Ormož, ki močno otežuje življenje naših občanov, to so spremembe prostorskega načrta. Ta se je začel že v zadnjem mandatu župana Soka in je bil že tik pred zaključkom, nato pa se je na vašo zahtevo, gospod župan, v spremembo OPN vključila hidrološka študija. Vmes je minil cel vaš mandat prostorskega načrta, na katerega čaka vse 500 občanov, pa še vedno ni. Kaj delate vi in občinska uprava, da se to ne premakne iz mrtve točke in kdaj lahko pričakujemo, da se bo ta zadeva končno uredila? In še zadnje vprašanje. V prejšnjem mandatu sem vas večkrat spraševal, kdaj bomo na novo zasadili ciprese v okraji ormoškega pokopališča in vsakič sem dobil odgovor, da se bo to uredilo v sklopu celostnega urejanja pokopališča. V četrtek 19.1.2023 pa je bilo na Radiu Prlek povedano, da ograje iz cipres na pokopališču ne bo več, ampak jo bomo zamenjali s perforirano pločevino. Sprašujem, ali ni taka rešitev dražja od ograje iz cipres, ki so običajno zasajene ravno okrog pokopališč, in ali bomo potem tudi ostali del ograje, ki je trenutno v izvedbi Žive meje, prav tako zamenjali s pločevino. Ker so lahko ograje iz perforirane pločevine različnih oblik, ene zelo lepe, druge pa veliko manj, me zanima, kakšna ograja je predvidena okrog ormoškega pokopališča, ter ali je to rešitev prav tako projektiral mestni arhitekt Vernik, ter kakšne so njegove reference na področju krajinske arhitekture, saj lahko na spletu najdemo zgolj reference na temo stanovanjskih in pasivnih hiš, brez omembe vredne okolice. Bomo v okviru obnove pokopališča podrli še kakšno drevo. Eno je bilo namreč že odstranjeno, če so informacije točne, sploh pa v zadnjem času v Ormožu to zelo radi počnemo. Hvala. Ker smo imeli več vprašanj, smo se vas na koncu pustili, ker imamo zosti za brate. Zdaj, kar se tiče prvega vprašanja, jaz, gledajte, z vami, bi rekel, sočustvujem tudi z vsemi tistimi, ki se je karkoli, kdajkoli zgodilo in absolutno bo občina Ormož vse napravila k temu, z vsemi upozorili, z vsemi težnjami, tudi preko skupnosti občin, tudi preko združenja občin, tudi preko združenja najverjetneje večjih zdravstvenih domov okrog tega, da se to ne zgodi, kar omenjate. Zdaj res je, da v zadnjem času, moram povedati, je to ena velika tema, medijska. Mi smo se tudi z direktorico zdravstvenega doma o tem pogovarjali, tudi z ostalimi, ampak zdaj, kot je bilo obljubljeno, zdaj, če dobro poslušate ministra za zdravje, bilo je obljubljeno, da ko bo, se pravi, predlog pripravljen, da se bo lokalne skupnosti vključilo, se pravi, k sami, ali rečemo potrditvi, ali rečemo, da bomo skupaj dorekli, pa da se bo takrat lokalne skupnosti poslušalo in jaz še vedno v to verjamem. Zdaj, vse zadeve, ki se zdaj trenutno res po časopisih pa po televizijah predstavljajo, je, bi rekel, mogoče malo preuranjeno. Vkolikor pa je res takšna namera, pa absolutno veste, da bomo tudi na podlagi tistega sklepa, ki smo si ga na prejšnji seji nekako izglasovali, absolutno tudi zahtevali, da se pravi tu do spremembe ne pride. Zdaj mi, tako kot pravim, zdaj z zdravstvenega doma je nekako prišel odgovor, ker gre za zadevo, ki se sistemsko rešuje na državni ravni, glede na to, da uradnega gradiva glede reorganizacije nujne medicinske pomoči še ni, je preuranjeno o tem razpravljati. Bi pa mogoče, kar še mogoče par svojih misli povedal. Zdaj, gledajte, država nekako teži tudi k temu, da se želimo posvetiti oskrbi na domu. To se pravi, če želimo mi se iti oskrbi na domu, če želimo, da starejši dlje časa, bi rekel, preživijo svoj čas na domu in toliko ne koristimo, bi rekel, centre starejših občanov, ker po drugi strani ugotavljamo, da imamo premalo mest, potem si jaz enostavno ne predstavljam, da bi nujne medicinske pomoči na določenih zdravstvenih domih ukinjali. Še bolje bomo potrebovali, vkolikor bomo se želeli iti ene pametne oskrbe na domu. To je sigurno prvo. Zdaj, druga zadeva, glede na to, ali bo jih manj. Tudi se pojavljajo informacije ali Ormož ali Ljutomer. V drugem dihu pa razmišljamo o ustanovitvi pokrajin, ki jih vsi obljubljajo. To
To se pravi, Ormož bo svoja pokrajina, ker bomo spadali v podravski del, Ljutomer bo svoja pokrajina, ki bo spadala v pomorski del. Je na kakšen način? To se pravi, bo enota iz pomorskega dela nas oskrbovala. Ali bomo res čakali iz tujske strani ali celo z mariborske strani na nujno medicinsko pomoč. Jaz verjamem, da če se že karkoli pripravlja, da se ne pripravlja samo na Ministrstvu za zdravje, ampak da to se mora gledati celostno, na kakšen način in pa v katero smer tudi kompletna zadeva gre. Se pravi, da se nujna medicina absolutno formira na način, da Ormožu to ostane, nesprejemljivo je, da bi Ptujčani hodili, se pravi, za nujno medicino v Ormož, vemo, koliko časa gubimo. Po drugi strani spodbujamo gasilce, da bi se izobraževali za prve posredovalce. Čisto bi rekel, prav je, da jih izobražujemo, ampak veste, gasilec v določenih primerih, ko rabimo zdravnika, situacija ne more rešiti. Po drugi strani pa bo isti problem, vkolikor se bo v Ljutomeru ukinilo, bo Ljutomer imel podobno zadevo kot Ormož. To se pravi, gledajte, zaključek, tega si ne smemo dovoliti. Jaz verjamem vladi, da to niso končne zadeve, o katerih se mediji pogovarjajo. Jaz še vedno verjamem, da bomo takrat, ko bo neki predlog zasnovan, da bomo v tem lokalne skupnosti pozvane, tako smo pozvane pri ostalih odlokih, zakonodajah, da se lahko da pripomba. Jaz verjamem, da bo tudi tu in da se ne bo šlo v neke take posege, ker tu pa bi se res šlo v poseg dobesedno, tako kot navajate, ko štejejo sekunde, ko štejejo minute, mi pa se bomo igrali z tem, ali bomo zdaj šparali z dežurnimi zdravniki ali ne. Mi smo že takrat, ko smo v tisti točki, ki ste jo predlagali vi, smo povedali, vkolikor država ne bo pri tem imela posluha, se bomo pač organizirali same. In vkolikor je pač to potrebno, bo tudi to potrebno. Če že plačujemo dežurne zobozdravstvene zadeve, stojem skupaj, če že marsikaj plačujemo, verjemite, da bomo tudi poskrbeli za finance. Jaz verjamem, da se vsi tu notri strinjamo, vse se gre konec koncev za zdravje naših bližnjih, za zdravje vseh občank in občanov, da bomo toliko pametni, da si bomo dežurnega zdravnika pač plačali sami, če ne bo šlo drugače. Žalostno pa bo, če se ne bo to sprevidelo takrat na, bi rekel, na sistemski ravni, ampak še enkrat, piše se marsikaj. Jaz upam in verjamem, glede na vse, kar sem že prej povedal, glede na, še bi lahko marsikaj drugo razlagali, da država tega ne bo napravila in da do reorganizacije te nujne medicinske pomoči ne bo prišlo. Jaz mislim, da imamo en kup drugih problemov v naši preljubi Sloveniji in da je to zadeva, kak nam trenutno z nujno medicinsko pomočjo igra po samih upravnih enotah, če se lahko tako izrazim, mora absolutno na takšni ravni tudi ostati. Še bi moral tu kaj dodati? Ja, za razliko od vas, jaz ministru ne verjamem. Minister se niti z predsednikom vlade ne more zmeniti, v kakšnem stanju je zdravstvo. Ne da bi bil potem samostojen v svojih odločitvah. Gospod Prosen je dejansko vodil to isto komisijo že od vsega začetka, niso ga zamenjali po tistem, ko je prišel ta predlog v razpravo, mislim v javnost, se pravi, in je javnost zelo negativno odreagirala, kar pomeni, da očitno potem ta predlog ni bil tako nesprejemljiv za vlado, kot bi mogoče to bilo za pričakovati. Tako da dejansko je pa tako, tu se pa jaz dejansko strinjam, da vsi plačujemo davke. In zelo narobe bi bilo, da bi samo nekateri deli Slovenije potem od teh davkov bi jim država plačevala nujno medicinsko pomoč, drugi pa seveda bi si jo morali plačevati sami. Seveda prav je, da jo plačamo, ker jo potrebujemo. To ni nobeno vprašanje. Je pa seveda zdaj čas, ko se lahko mogoče tule, če se občine, ki bodo ostale brez medicinske pomoči, nujne medicinske pomoči, med seboj povežejo in dejansko usklajeno pritisnejo na vlado, da dejansko od tega odstopi, ker do zdaj vlada ne kaže nič
nobene želje potem, da bi dejansko od tega odstopila. Problemi v zdravstvu so veliki, to lahko spremljamo in seveda očitno jih bodo reševali tudi na tak način. Tako da to je zdaj tematika, o kateri je treba zdaj govoriti, ker mogoče takrat, ko bodo ti predlogi postali pa uradni, takrat dejansko bo vse skupaj že prepozno. Tako da jaz mislim, da je treba, enkrat smo že ministru verjeli, to je bil minister Hojs, pa tudi ni bilo nič z tega, tako da pri tem, če verjamemo ministru ali pa ne, je treba biti zelo previden. Tako da, ja, mislim, da bo potrebno tule se precej bolj angažirati, če ne pa seveda bomo pač morali to plačevati sami in seveda to je prav, ker ljudje pač to potrebujemo, nekaj. Dobro, gledaj, zdaj ne omenjati tu ministra Hojsa, ne? Ni bil minister Hojs kriv, da na koncu ni prišlo do, zdaj že podvajate neke zadeve, da ni prišlo do prenosa, se pravi, lastništva stavbe. Vemo, kdaj se je prekinila ta zadeva, pa vemo, kakvi so bili naprej postopki, zato vas prosim lepo, ne govorite nekaj, o čem ne poznate podrobnosti. Zdaj, kar se tiče problema in pa OPN-ja, to je pripravil Boštjan Nejžar, da ne bi jaz svojih stvari podvajal, sem zaupal na nam odgovor, kar Boštjan Nejžar, ki se je s tem ukvarjal tudi takrat, ko še bil župan Alojz Sok, okrog OPN-ja, pa on to prebral. Torej, občina Ormož je sklepom o pripravi spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Ormož SD OPN OR1, uradni vestnik občine Ormož 6/2016, 26. aprila 2016 pričela s postopkom priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta OPN. V postopku so zajete vse pobude, ki so bile podane od sprejema OPN v letu 2013 do objave prej omenjenega sklepa oziroma do priprave gradiva za izdajo posebnih smernic, to je april 2017. Zaradi dolgotrajnosti priprave hidrološko-hidravlične študije so bile podane še ostale pobude za spremembo namenske rabe. V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN je okrog 450 pobud, ki se nanašajo na spremembo namenske rabe ter spremembo prostorsko izvedenih pogojev. Trditev, da se je postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Ormož začel v mandatu župana Alojza Soka, drži. Ne drži pa, da je bil tik pred zaključkom, temveč na začetku. Saj so bili nosilci urejanja prostora, to so tisti, ki dajo smernice in mnenja, zaprošene za smernice. Prav tako ne drži trditev, da se je v spremembo OPN vključila hidrološko-hidravlična študija na zahtevo župana Danijela Vrbnjaka. To je pogoj iz točke 2 smernice Direkcije Republike Slovenije za vode, številka 35010-3/2017-4 z dne 4.9.2017. Pogodbo izdelava hidrološko-hidravlične študije, kart poplave in razredov poplavne nevarnosti s predlogom omilitev ukrepov v občini Ormož, številka 430-35/2017, 04/81 z dne 23.5.2017 med občino Ormož in Vodno-gospodarskim birojem Maribor je podpisal takratni župan Alojz Sok. 9.7.2020 je bila podpisana še pogodba za dopolnitev omenjene študije. Dejstvo je, da se take študije ni mogoče pripraviti v mesec dni, saj je bilo potrebno geodetsko posneti vse vodotoke, ki so se preučevali in za katere se pripravljala hidrološko-hidravlična študija. Kasneje se je ta dopolnjevala na zahtevo Direkcije Republike Slovenije za vode, skladno z novimi podatki, ki so bili na voljo. Zakaj je potrjevanje hidravlično-hidrološke študije na Direkciji Slovenije za vode trajalo več kot 3 leta od zaključka priprave elaborata in zakaj so preverjanje dali zunanjemu izvajalcu, je vprašanje dobesedno za njih, ne za občino. Občina ves čas aktivno dela na pripravo sprememb in dopolnitev OPN in v času potrjevanja hidravlično-hidrološke študije se je naredilo veliko drugih stvari, ki so prav tako pomembne za občane in jih je nekajkrat več 500 omenjenih.
Občina se je v postopku sprememb in dopolnitev OPN lotila tudi ažuriranja stanja, za kar prej ni bilo posluha in predstavlja veliko težavo pri pridobivanju gradbenih dovoljenj za posege na obstoječih objektih. Pri pregledu OPN se je ugotovilo, da ogromno objektov stoji na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih, ugotovljenih je bilo okrog 1700 neskladij, ki so se obdelala, pregledala, narejena ter primerjava med sedanjim stanjem in sedanjem pred 1.1.1998. K temu je potrebno dodati še zahtevo iz splošnih smernic Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po uskladitvi namenske in dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Na tak način je bilo dodatno izvedenih več kot 1200 uskladitev namenske rabe zemljišč. V postopku priprave se je usklajevala tudi namenska raba zemljišč na nov zemljiško-katastrski prikaz, zato se je izvedla nova digitalizacija prostorskega plana. V postopku je bilo izvedenih več kot 1900 popravkov z namenom uskladitve mej namenske rabe zemljišč z zemljiško-katastarskim prikazom, ki so nastali zaradi vklopov novih ureditev mej, v prihodnje pa bo potreben celoten OPN transformirati še na nov zemljiško-katastarski načrt. Občina je konec leta 2022 posredovala osnutek sprememb in dopolnitev OPN-ja v pregled na Ministrstvo za okolje in prostor, da ga objavi v njihovem informacijskem sistemu, od koder si ga bo lahko okrog 30 nosilcev urejanja prostora preneslo in podalo prva mnenja. Ministrstvo za okolje in prostor je z dopisom zahtevalo popravke v grafičnem in tekstualnem delu, ki so v pripravi in bodo v kratkem ponovno poslani v pregled na Ministrstvo za okolje in prostor. Izvolite. Ja, s tem to vse drži, ampak mi govorimo o obdobju 8 let in leto ima približno 2000 delovnih ur. Se pravi, glede na cajt, ki je minil in delovne ure, ki so v tem času minile, dejansko spet ni bilo tega tako dosti narejenega, kot se sliši, če ne upoštevamo tega časovnega razdobja, ki je vmes minilo. Zdaj, kar se tiče posnetkov vodotokov, ti posnetki obstajajo že kar nekaj časa v digitalni obliki in se pravi... Glejte, dr. Simon Polnovič, dajte skrajšate, pa tako sem vam že prej povedal. Se pravi, niste povedali, kdaj lahko pričakujemo, da se bo to uredilo? To pričakujemo letos. Letos. Ja. Ne mora pa, pridobivanju smo prvih mnen, veste dobro, da še je potrebno dobiti še kakšno mnenje, ne? Potem pa še dvakrat sprejem na občinskem svetu. Vkolikor bo vse teklo, gledajte, ne držite me več na mesec, 2 meseca natančno, torej želimo si že zaradi vseh ostalih projektov, ki mora občina dobiti gradbeni dovoljenj, že zaradi vsega tega, kar tudi čaka pri določenih tudi občankah in občanih, absolutno si mi tu želimo. Ne pa nekaj razlagati spet, če ne veste podrobnosti, gledajte, pa kakšni vodotoki so bili posneti, pa kakšne grafike obstajajo, pa zakaj govorite nekaj javnosti, o čem nimate podrobnosti. Gledajte, ni, bi rekel, samo rešitev v tem, da se nekaj govori, pa da se nekaj posluša, govorite na tistem, kar je prav, pa kar je res. Pa to, da bo se zdaj razlagali, da je že bilo v leti 2013 nekaj popisano, pa neki hidraulična hidrološka študija delana, pa da je že to napravljeno. Gledajte, to tisti, ki se z prostorom ukvarjajo, se križajo, ko to gledajo. Gospod župan, samo da se opravičujem, da vas prekinjam, ampak programsko opremo, ki je bila potrebna za to, so delali v našem laboratoriju fantje že nekaj let nazaj, tako da vem, da je to že bilo narejeno takrat, tako da prosim. Fredo. Ne me učiti o nečem, kar bi boljše v vas. Fredo. Na novo so bili napravljeni, ker jih ni bilo, ne. 10 kilometrov vodotokov je bilo na novo posnetih. Dobro, zdaj kaj še se tiče okrog ograje. Zdaj ograja iz te perforirane pločevine je tudi vzorec, bo tu Milena pokazala. Zdaj ni se to odločila občina, ampak konec koncev, gledajte, krajevna skupnost je naročila projekte pri podjetju, se pravi Petre Žiher, ki je napravila celostno preureditev samega pokopališča in tudi dogovor je bil takrat, da se ta ograja postavi.
Zdaj, kar se tiče odstranjevanja drevesa, zdaj, če kogakoli vprašate, zakaj je bilo tisto drevo odstranjeno, je bilo odstranjeno zaradi tega, ker je večkrat poškodovalo streho kapele, ki tam stoji, torej se je moralo. Zdaj tudi, da podiramo vse prek vsa drevesa, gledajte, jih tudi zasajujemo. Moram pa povedati nekaj, ne, da ko smo tudi poročilo arborista, ki je šel skozi mesto, je ugotovilo, da marsikatero drevo ni primerno za mesto, ker tu se je pač določena drevesa so se zasadile, vemo koliko let nazaj, in recimo smreka in tako naprej, ki ima zelo, bi rekel, nizke korenine, ne ustreza, se pravi, samim mestom, ker je dosti večja nevarnost, da se podarjajo, so nevarni za objekte, zato se tudi posamezna drevesa odstranjevale. Zato glih mi nismo takšni, da vse podiramo, vedno pa se še tudi kakšno drevo absolutno v kakšno leto zasadi, tako da ne bi zdaj mi to posploševali. Zdaj, rešitev ni izvedel mestni arhitekt, ko sprašujete, gospod Vernik, pa bila pa izbrana skupaj tudi z predstavniki občine in pa krajevne skupnosti Ormož. Še enkrat povem, na podlagi določenih projektov, ki so bili takrat dorečene, glede na to, da je kompletna preureditev samega pokopališča Ormož ovrednotena nekje na 350 000 evrov, se nekako dela v 3 fazah in glede na to, če se je kdokoli mimo peljal pokopališča, ve, zakaj smo prvo pristopili k reševanju teh cipres, ki jih omenjate, pa ograj, ker to je res že bilo v katastrofalnem stanju. Doktor Simon Kolmanič, še bi kaj morali dopolniti? Zdaj se bo zamenjal samo tale del, ko so bile ciprese, ali se bodo zamenjali tudi oni, ko so gabri? Se pravi, tisti drugi del, se pravi, naša ograja okoli ormoškega pokopališča je na eni strani sestavljena in narejena iz zidu, na drugi strani so bile ciprese, te, ko se sušile in jih je bilo treba zamenjati, potem sta pa še 2 strani ograje, ki sta dejansko zasajeni z gabri, se pravi v obliki žive meje, se pravi, se bo tisto tudi zamenjalo s perforirano ograjo. Zdaj v tej fazi se bodo tam, ki so ciprese. Aha, predu, hvala. S tem smo izčrpali vprašanja. Zdaj pri 11. točki nimamo nič, imamo točko 12, točka razno. Jaz bi se vam zahvalil, ob 6. smo konec, to smo redko kdaj. Zdaj, doktor Simon Kolmanič, zdaj edino, če se imate, da bi se kaj zahvalili, ali pa kako, zdaj, da ne bi odpirali kakega vprašanja, ne? Vprašanja pa, ker to bo pol vse splošno znano, ne? Da tudi po točko razno lahko sprašujemo, držimo se tistega, ne? V petek so podana vprašanja, v ponedeljek so odgovore. Tako da bomo to pri naslednje seji obravnavali, ker to je, tako so pač pravila. Zato bi se vam jaz zahvalil, lep večer bi vam zaželel. Pa prvo, kot se vidimo, ste vabljeni na predvečer, se pravi na sam kulturni praznik, to se pravi na sam prireditev, ki bo 7. februarja, bo pa tudi letos povorka, tako da bo za vse. Hvala lepa, pa se vidimo.